Današnji dogodek je namenjen predstavitvi rezultatov projekta, ki je nastal v okviru nacionalnega projekta e-kultura, hkrati pa odpira tudi širši razmislek o prihodnosti knjige, založništva in ohranjanja slovenske pisne dediščine v digitalnem okolju. Še posebej nas veseli, da je danes med nami gospa ministrica za kulturo in seveda tudi VD generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino Viljem Leban. Vajina prisotnost nekako razumemo kot pomemben izraz podpore razvoju področja knjige, založništva, ohranjanja kulturne dediščine v času digitalnih preobrazb. Teme, o katerih bomo govorili danes, od digitalnega izvirnika do prihodnosti obveznega izvoda, namreč presegajo posamezne ustanove in projekte in zahtevajo sodelovanje celotnega kulturnega sektorja in države. K uvodnim besedam sedaj vabim ministrico za kulturo, doktorico Ignacijo Fridl Jarc. Spoštovana ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice, spoštovani vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za kulturno dediščino, spoštovana predsednica Društva slovenskih založnikov, vsi cenjeni izvajalci in seveda tudi bodoči uporabniki platforme e-knjiga in tudi e-kultura. Ko se je platforma oziroma spletišče e-kultura vzpostavljalo, jim pravzaprav mu rojenice niso bile najbolj naklonjene. Govorimo o letu 2020, ko je tako rekoč v svet zajela pandemija covida. Takrat sem na Ministrstvu za kulturo opravljala funkcijo državne sekretarke in seveda smo se nemudoma soočili z zapiranjem kulturnih inštitucij in z vprašanjem, kako je Slovenija in slovenska kultura, pa tudi slovenska knjiga, kako so vsi skupaj pripravljeni na tak izziv. Kakšno stopnjo digitaliziranega gradiva imamo in predvsem dostopnosti tega gradiva do naših uporabnikov, ki smo jim pravzaprav tudi vsi zavezani. Ugotovili smo takrat, da so določeni resorji oziroma določena področja, ki so se že intenzivno digitalizirala. Pri tem zagotovo velja izpostaviti Arhiv Republike Slovenije, pa tudi seveda Narodno in univerzitetno knjižnico, ki je imela to znamenito platformo DLI. Prav tako so splošne knjižnice bile vključene takrat v platformo Biblos in takrat nemudoma omogočile izposojo knjižničnega gradiva v elektronski obliki uporabnikom po vsej Sloveniji. Prve analize so pokazale, kako zelo pomembna je bila ta stopnja digitaliziranega gradiva oziroma e-knjig v času, ko smo se pravzaprav vsi znašli za štirimi stenami, izgubljeni v strahu, v negotovosti, kaj bo pandemija prinesla. Takrat so bile knjige tisti pomemben svet, ki so nam omogočile varnost, zatočišče, tudi odgovore na naša negotova vprašanja. Na srečo je Evropska komisija sklenila, da bo pomagala državam, članicam Evropske unije s posebnim projektom oziroma s posebnim finančnim inštrumentom, imenovanim Načrt za okrevanje in odpornost. In tako se je pravzaprav na Ministrstvu za kulturo rodila ideja, da povežemo vse kulturne sektorje oziroma področja v tako imenovano skupno spletišče, nacionalno slovensko spletišče, imenovano e-kultura. Načrt je zorel, pisali smo ga nekaj tednov, tudi nekaj mesecev, in bili zelo ponosni, da smo uspeli v tem sklopu pridobiti takrat skoraj 10 milijonov evrov. Del sredstev je bil namenjen e-arhivu in digitalizaciji njegovega gradiva,
Del sredstev kulturni dediščini, ki se prav tako digitalizira, in precejšen del sredstev je prejela tudi platforma e-kultura. Sredstva so se kasneje nekako skrčila na okrog 8 milijonov evrov, pa vendarle sem prepričana, da je to zagotovo zadostno višina, da smo lahko oziroma bi lahko v celoti izpeljali načrtovan projekt. Ta je bil zastavljen kot vrsta posameznih segmentov, torej neke vrste podspletišč, kot so e-knjiga, e-film, e-gledališče, e-vizualna umetnost, e-mediji in podobno. In del tega podspletišča danes slovesno odpiramo tukaj, torej e-knjigo. V ta sklop je načrt obsegal tako rekoč vključeval vse deležnike, ki na področju priprave knjig in seveda tudi uporabe knjig delujemo in sodelujemo, torej vse deležnike z področja založništva, knjigotrštva, knjižnic in seveda tudi najširše uporabnike. Danes verjamem, da bomo priče, da so ti načrti tudi v veliki meri uresničeni. Zagotovo pa je celoten načrt imel tudi velik namen, ki je neke vrste tudi slogan sedanjega vodstva Ministrstva za kulturo in se glasi: odločen ne birokraciji in odločen da ustvarjalnosti. Namreč namen e-knjige in tudi celotnega spletišča e-kultura je ne samo dostopnost gradiva najširši slovenski javnosti in to brezplačna dostopnost, ampak seveda tudi poenostavitev postopkov za vse, ki določene seveda sisteme oziroma spletišča uporabljajo. Med njimi zagotovo založniki, ki se pogosto soočajo z vedno večjo stopnjo birokratizacije postopkov. In zato verjamem, da bo platforma, o kateri danes govorimo, to zagotovo poenostavila. Prav tako pa se seveda ne smemo ob tej čudoviti priložnosti nekako ujeti v samozadovoljstvo, da smo s tem za slovensko knjigo v 21. stoletju kar najimenitneje poskrbeli. Pričujoče raziskave kažejo, da se prvotni načrti, ki so bili, da bo tiskana knjiga nekoč izginila iz našega spomina in da jo bo v celoti prevzela e-knjiga, nikakor tudi na srečo niso uresničili. Hkrati pa se pravzaprav soočamo z neko drugo, lahko jo imenujem, tudi nevarnostjo, čeprav gre seveda za tehnološki pripomoček človeštvu, ki v zadnjih letih prav tako zelo intenzivno ogroža slovensko knjigo in tiskano knjigo nasploh. Nenazadnje ogroža tisti temelj ali tiste korenine, iz katerih se je pravzaprav kultura, če uporabim ta izraz, po katerem se tudi e-platforma imenuje, rodila. In to je človeška ustvarjalnost. Kultura je namreč vzniknila v tistem trenutku, ko je človek sprevidel, da ne želi zgolj zadovoljevati svojih naravnih potreb in želja, ampak da želi z drugim komunicirati na lepši, prijaznejši način, da mu želi izraziti svoje misli, svoja individualna občutenja. In prav ta individualnost je tista, ki vzpodbuja človekovo ustvarjalno moč. S tem, ko človek svojo ustvarjalno moč v zadnjih letih vse bolj prepušča nareku in diktatu umetne inteligence, izgubljamo torej bistveni temelj naše kulture. In izgubljamo tudi tisti bistveni temelj,
iz katerega se rojeva slovenska knjiga. Slovenski založniki se v zadnjih letih soočamo z intenzivno upadanjem tako rekoč prodaje tiskanih knjig in zagotovo bo potrebno na tem področju kljub čudovitemu dogodku, ki se mu danes posvečamo, narediti za slovensko knjigo še kaj več. Seveda pa zdaj vsem želim prijetno praznovanje tega imenitnega dogodka z veliko željo, da bomo priče predstavitvi, da je večina ciljev, ki so bili prvotno zapisani v načrtu za okrevanje in odpornost za področje e-kulture, tudi uresničenih. To pomeni celotna povezava vseh deležnikov na področju kulture, ne zgolj samo založništva, torej tudi javne agencije za knjigo, ki je tista, ki na področju knjige nekako intenzivno narekuje naše delo. Hkrati seveda srčno upamo, da bodo v polje e-kultura tako zelo poenostavljeno, da bo lahko uporabnik na njem našel dostope do vseh deležnikov, torej tudi do tega, kar sicer ponuja Narodna in univerzitetna knjižnica. Če se bo vse to uresničilo, potem verjamem, da so bila vsa prizadevanja za pridobitev sredstev, za digitalizacijo slovenske kulture v načrtu za okrevanje in odpornost upravičena in da smo takrat pred zdaj že 5 leti naredili pravi korak. Hvala vsem. Iskrena hvala gospe ministrici za te uvodne in navdihujoče besede. Kot smo lahko slišali, torej Narodna in univerzitetna knjižnica ima pri razvoju področja knjige in založništva posebno vlogo. Ne le kot varuhinja pisne dediščine, temveč tudi kot institucija, ki razvija storitve in infrastrukturo za njen dolgoročni obstoj tudi v digitalnem okolju. K nagovoru pa sedaj vabim ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice, doktorico Jano Kolar. Dobro jutro. Spoštovana ministrica za kulturo, dr. Ignacija Fridl-Jarc, VD generalnega direktorja za direktorata za kulturno dediščino William Leban, spoštovana predsednica Društva slovenskih založnikov Maja Jug Hartman, cenjeni predstavniki založništva, knjižnic, kulturnih ustanov, dragi sodelavci in dragi gostje. NUK je poznana kot nacionalna inštitucija, kot ustanova, ki za zidovi mogočne Plečnikove zgradbe hrani spomin naroda. Naša strateška usmeritev je doseči, da bo bogastvo informacij ter naše storitve v čim večjem obsegu del vsakdana državljanov. Zato stremimo k razvoju partnerstev z različnimi uporabniki in seveda tudi širšo javnostjo. To pomeni izboljšanje kvalitete in dostopnosti naših storitev. Med te storitve sodi tudi storitev, ki jo predstavljamo danes. To je prenovljeni portal za založnike, ki smo ga opremili tudi z našim digitalnim asistentom Vidom, ki bo pomagal uporabnikom na lažji način dostopati do informacij, ki so povezane v tem portalu. V portalu smo želeli združiti čim več različnih informacij, tako kot je rekla ministrica, da zmanjšamo birokracijo in povečamo ustvarjalnost, to se gre z roko v roki, in poenostaviti dostop do informacije. Poleg tega smo v sklopu projekta tudi v določeni meri, v določenem obsegu, prenovili spletno stran, ki je namenjena tudi splošni javnosti. In tudi ta je opremljena z našim digitalnim asistentom,
ki pomaga navigirati po naših informacijah. Izkazalo se je namreč, da so naše spletne strani žal prav primer, vsaj kar se tiče dostopnosti, slabih spletnih strani. Zato nismo šli v prenovo celostne podobe in potem v prenovo spletne strani, ampak smo rekli, logo imamo, dajmo spremeniti spletne strani, zato da bo uporabniška izkušnja čim boljša za vse uporabnike. Te dve storitvi se pridružujeta drugim storitvam. Naprimer, sedaj v času mature je bil zelo obiskovan zopet naš Vid, tokrat treniran na podatkih, ki imamo o Ivanu Cankarju, je bilo prav delo na klancu, tema podlaga za maturitetni esej. Danes je drugi del dogodka namenjen 20-letnici obveznega izvoda. Mi imamo pravzaprav obvezni izvod v Sloveniji že 200 let, v Sloveniji, takrat na začetku na Kranjskem. Se pravi, založniki so to, kar se je izdajalo na našem področju, oddajali v knjižnico. In to nam je tudi omogočilo, da skozi stoletja ohranjamo to zapuščino, narodovo bogastvo in ohranjamo narodov spomin. Danes se bomo na okrogli mizi strokovnjaki ozrli na 20 let trenutnega zakona o obveznem izvodu. Seveda 20 let je dolga doba, veliko predvsem tehnoloških sprememb je bilo v tem času in danes knjige nastajajo v elektronski obliki, preden se natisnejo. Zato je naša želja, da bi v tem mandatu, če bo možno, spremenili zakon na način, in to čim prej, da dobimo tudi digitalni izvirnik. Se pravi, ne zgolj knjige, natisnjene knjige, temveč tudi tisto informacijo, digitalno informacijo, iz katere je knjiga nastala. To nam bo omogočilo v bodoče, da se izognemo problemom pri digitalizaciji gradiva, namreč vedno digitalna kopija, ki jo naredimo z skenirnimi napravami in potem prevedemo v besedilno obliko, vsebuje tudi določene napake. Temu bi se izognili z digitalnim izvirnikom, hkrati pa bi nam omogočil tudi bistveno hitrejšo digitizacijo naše zapuščine. Ta pa je pomembna tudi zato, da lažje ohranimo vso zapuščino. Namreč sam papir je podvržen razgradnji, lahko pride do nesreč in v takem primeru nam digitalna kopija, digitalni izvirnik pomaga ohraniti informacijo, ki smo jo prejeli. Na koncu bi se zahvalila. Predvsem posebna zahvala gre Bakirju Toskiču, ki je vodil projekt e-knjigo v NUK-u, Katarini Kač, ki je skrbela za njegovo izvedbo, ter celotni projektni skupini in vsem sodelavkam in sodelavcem NUK, ki so sodelovali pri nastajanju projekta. Zahvaljujem se tudi številnim založnikom, ki ste s svojimi predlogi in pripombami pomagali oblikovati rešitve, ter partnerjem in strokovnjakom, ki ste prispevali svoje znanje in izkušnje. Projekt pa seveda ne bi mogel nastati brez podpore inštitucij, ki so omogočile njegovo izvedbo. Hvala. Zahvaljujem se Ministrstvu za kulturo, ki projekt izvaja v okviru nacionalnega projekta e-kultura, ter Evropski uniji, ki prek mehanizma za okrevanje in odpornost in inštrumenta Next Generation EU sofinancira izvedbo. In ne nazadnje, hvala vsem, ki vsak dan na svojem področju soustvarjate slovenski knjižni prostor. Založnikom, avtorjem, knjižnicam, knjigotržcem, kulturnim ustanovam in drugim partnerjem. Brez vašega dela ne bi bilo ne publikacij, ne dediščine, ki jo želimo ohraniti za prihodnje generacije. Hvala. Hvala. Če imajo še kakšne gospe štikle, ki je precej velika luknja in se lahko čeva zatakne, kar je malo zmotil moj govor, tako da se opravičujem. Najlepša hvala, doktorica Jana Kolar.
Ker je projekt knjiga, je nastal, e-knjiga je nastajal v tesnem sodelovanju z založniki in drugimi deležniki knjižnega prostora. Njihove izkušnje, potrebe in predlogi so zelo pomembno prispevali k razvoju rešitev, ki jih bomo predstavili danes. Sedaj besedo predajam predsednici Društva slovenskih založnikov, Maji Jug Hartman. Spoštovana ministrica za kulturo, dr. Ignacija Fridl Jarc, spoštovana ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice, dr. Jana Kolar, spoštovani VD generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino, gospod Viljem Leban, cenjene kolegice in spoštovani gostje. V veliko čast mi je, da vas lahko danes pozdravim v imenu Društva slovenskih založnikov. Današnji dogodek nosi naslov Nova infrastruktura pisne dediščine od projekta e-knjiga do digitalnega izvirnika. V njem sta zajeti dve ključni besedi našega časa, dediščina in prihodnost. Na prvi pogled si morda stojita nasproti, v resnici pa sta neločljivo povezani. Brez ustvarjanja danes ne bo dediščine jutri. In brez premišljenega ohranjanja bo tudi najbolj kakovostna vsebina nekoč izgubljena. Založniki smo vsak dan vpeti v celoten življenjski cikel knjige. Od prve ideje in rokopisa do objave, distribucije, promocije in dolgoročnega ohranjanja. Zato zelo dobro vemo, kako pomembna je infrastruktura, ki omogoča, da vsebine ne nastanejo zgolj za trenutek, ampak ostanejo dostopne tudi v prihodnjim generacijam. Posebej nas veseli, da danes predstavljamo portal za založnike in rešitve, o katerih smo se založniški skupnosti pogovarjali že vrsto let, torej že v času korone in prej, kot je povedala gospa ministrica. Potreba po povezovanju postopkov, po enostavitvi oddaje obveznega izvoda, boljšemu pretoku podatkov in sodobnih digitalnih storitvah je bila prepoznana že dolgo nazaj. Zato je pomembno in spodbudno, da je projekt v zadnjem obdobju dobil konkretno obliko in da danes vidimo rezultate tega dela. O tem pa je seveda treba poudariti, da današnji dogodek ni zaključek zgodbe. Morda je formalno zaključek projekta, nikakor pa ni zaključek razvoja. Pravzaprav je to šele začetek. Šele ko bomo sistem začeli uporabljati vsak dan, bomo lahko zares ocenili, kako deluje v praksi, kje prihrani čas, kje poenostavlja postopke in kje bodo potrebne dodatne izboljšave. Založniki smo zelo raznolika skupina, od velikih hiš do najmanjših specializiranih založb, in izkušnje uporabnikov bodo v naslednjih mesecih in letih izjemno pomembne. Verjamem, da bomo prav skozi uporabo ugotovili, katere funkcionalnosti še potrebujemo, kako lahko procese še dodatno poenostavimo in katere povezave bo smiselno vzpostaviti v prihodnje. Morda bo treba v nadaljevanju še tesneje povezati tudi druge informacijske sisteme in službe, ki sodelujejo v življenjskem ciklu publikacij. Digitalno okolje namreč ne pozna meja med posameznimi inštitucijami. Uporabniki pričakujejo povezane, pregledne in enostavne storitve. Zato bo prihodnji razvoj verjetno zahteval še več sodelovanja med knjižnicami, založniki, državnimi ustanovami, ponudniki informacijskih rešitev in drugimi deležniki. Prav sodelovanje pa je po mojem mnenju ena največjih vrednosti tega projekta. V slovenskem knjižnem prostoru smo pogosto soočeni z vprašanjem, kako ohraniti živost jezika, knjige in bralne kulture v času hitrih tehnoloških sprememb. Odgovor ni v nasprotovanju tehnologiji, temveč v njenem premišljenem vključevanju v procese, ki služijo knjigi, avtorjem in bralcem. Tehnologija sama po sebi ni cilj, cilj ostaja kakovostna vsebina.
Ne glede na to, ali knjigo beremo na papirju ali na zaslonu, ali jo hranimo na polici ali na digitalnem mediju, ostaja bistveno isto. Ustvarjanje in ohranjanje znanja, zgodb, raziskav in kulturnega spomina. Zato nas veseli, da program današnjega dogodka ne govori le o tehnologiji, temveč tudi o varnosti digitalne dediščine, umetni inteligenci, odprti znanosti, prihodnosti založništva in ne nazadnje o tiskani knjigi, ki ostaja temelj slovenskega založniškega prostora. Prav v povezovanju teh različnih pogledov vidim največjo vrednost. Letos obeležujemo tudi 20 let zakona o obveznem izvodu publikacij. 20 let je dovolj dolga doba, da lahko ocenimo, kaj je zakon prinesel slovenskemu kulturnemu prostoru. Hkrati pa je dovolj dolgo obdobje, da si zastavimo vprašanje, kako ga prilagoditi svetu, v katerem vse več vsebin nastaja digitalno, v katerem umetna inteligenca spreminja ustvarjalne procese in v katerem je dolgoročna hramba digitalnih vsebin vse zahtevnejša naloga. Pred nami so zato pomembna vprašanja, kako hraniti digitalni izvirnik, kako zagotoviti njegovo dostopnost čez desetletja, kako zagotoviti, da slovenska digitalna dediščina ne bo izgubljena v tehnoloških spremembah prihodnosti. Odgovorov danes verjetno še nimamo vseh. Pomembno pa je, da smo začeli graditi infrastrukturo, ki nam bo omogočila, da jih bomo skupaj iskali. Naj zato današnji dogodek razumemo kot pomemben mejnik, ne pa kot končno postajo. Kot začetek nove faze sodelovanja med založniki, knjižnicami, kulturnimi ustanovami in državo. V Društvu slovenskih založnikov bomo ta razvoj pozorno spremljali, sodelovali s predlogi in izkušnjami iz prakse ter prispevali k temu, da bodo nove rešitve čim bolje služile celotnemu slovenskemu knjižnemu prostoru. O koncu bi se rada zahvalila Narodni univerzitetni knjižnici, Ministrstvu za kulturo, vsem sodelujočim, strokovnjakom ter projektni ekipi, ki je idejo pripeljala do današnje predstavitve. Vsem nam želim uspešno uporabo novih rešitev, predvsem pa veliko odprtosti za nadaljnji razvoj, ki nas še čaka. Hvala lepa. Najlepša hvala, Maja Jug Hartman. Vsekakor upam, da bodo vaše izkušnje oziroma izkušnje vseh deležnikov pokazale, da je bila naša storitev korak v pravo smer, da bodo te predvsem pozitivne in da boste še naprej tvorno sodelovali z našo ekipo pri vpeljavi tudi novosti, novih storitev.